Pozdravljeni. Moje ime je Jaša in sem predsednik Evropskega mladinskega parlamenta Slovenije. Z mano sta še Daša in Nikoleta, ki sta tudi članici našega upravnega odbora. Smo pa vsi trije trenutno študenti Univerze v Ljubljani, tako da smo res, kot smo bili napovedani, nekoliko drugačen pristop na tem dogodku. In predstavili vam bomo v teh 10 minutah torej delo našega društva. Neka taka osebna izkaznica za začetek. Torej, mi smo društvo Evropski mladinski parlament Slovenije ali društvo EMP Slovenija in spadamo pod vejo organizacije European Youth Parliament ali krajše EYP, ki obstaja že 32 let. Aktiven je v 40 evropskih državah in kljub temu, da v bistvu govori o tem Evropski parlament, kot slišite že v imenu, niti slučajno ni vezan samo na Evropsko unijo, ampak je to večja panevropejska iniciativa od Islandije do Azerbajdžana. Naša različica, torej slovenska različica, obstaja že 6 let. Je pa za obe, torej in za slovensko in za vse evropsko značilno najbolj to, da vso delo, ki se tle izvaja, je prostovoljno in v vsem smo samo mladi. Torej, vsi dogodki, ki jih je približno okoli 500 na leto po celi Evropi in je približno 30,000 mladih na nek način aktivnih v njih, vse to organizirajo mladi za mlade. In kot vidite, tudi za člane piše 15 do 25 let. Kot sem rekel, od vseh najbolj tistih prvih udeležencev, ki nas pridejo mogoče kdaj samo za enkrat pogledati, pa se nikoli mogoče ne ostanejo za dlje, pa do vseh tistih, ki smo že zdaj recimo pri naših 20-21 letih malo bolj aktivni in kasneje tisti, ki mogoče tudi na evropski ravni urejajo te stvari. Naš cilj je v bistvu aktivno evropsko državljanstvo, in ki ga nekako probamo doseči skozi neke vrste neformalno edukacijo. Torej, poleg vaših projektov, ki se izvajajo na šolah, smo mi nekakšen drugačen pristop, ki je kot neka adicija temu. In naši najbolj glavni dogodki so tako imenovane seje Evropskega mladinskega parlamenta, na katerih se mladi skupaj dobijo, da se spoznajo, da debatirajo in tako naprej. To bomo tudi zdaj malo bolj natančno opisali. In tudi v Sloveniji, na primer, zdaj v kratkem se približujejo 4 take seje, potem pa malo kasneje malo več kasneje. Ok, super. Torej, tako da predstavimo čim boljše, kako točno delujemo, bomo nakratko šli čez celo proceduro naše seje. Mislim, da boste tako dobili najboljši občutek, kaj točno smo, kaj delamo in pa kako to delamo. Torej, seja se začne z nekim spoznavanjem, ki se imenuje team building. Torej, to so ponavadi igre. To so ponavadi neke igre z imeni, da se spoznamo, igre, ki vključujejo predstavitev osebnosti vsakega posameznika. In pa hkrati bi rada poudarila, da so te igre zelo dobro premišljene že vnaprej. Torej, ljudje, dijaki ponavadi, ki pridejo na to sejo, na sejo, njih vodijo mentori. In mentori dobro premislijo na začetku psihološko odzadje delovanja v timu, oziroma kako ustvariti najbolj efektivno skupino ljudi, torej da bodo uspešno sodelovali in da se bodo hitro povezali, ker te seje trajajo od 3 do 10 dni, odvisno, in morajo se, tisti, ki sodelujejo, se morajo kar hitro povezati, glede na to, koliko je kasneje dela. In to res počnemo na zelo
nekonvencionalen način skozi igre. In te igre zaradi svojega psihološkega odzadja počasi vodijo iz majhnega mehučka, v katerem smo kot posamezniki, do tega, da gremo čez ta svoj comfort zone in sodelujemo v nekem timu. In to je ena taka prednost naše organizacije, ker hkrati razvija neke mehke veščine in vedno pripravi posameznika, da gre ven iz svoje cone komforta, udobja, ja, tako, in s tem premaga hkrati samega sebe in postane odprt za nove ideje, tudi sam predstavlja svoje razmišljanje in to na evropskem nivoju. Zdaj nekaj, kar mogoče še nismo toliko zelo omenili, pa se mi zdi zelo važno, je to, da so vsi naši dogodki zelo mednarodno obarvani. Mi imamo na vseh naših sejah udeležence, se pravi, to so mladi, dijaki in študentje, ki ponavadi v povprečju prihajajo vsaj iz 10 različnih držav. Tako da v bistvu, kar je že Nikoleta govorila, res to, ko ti na začetku dobiš delovno skupino. V tej delovni skupini so dijaki, ki se med seboj ne poznajo sploh, in je, vsaj meni je vedno tako zanimivo videti, kako te na začetku najbolj prestrašeno gledajo in ne vejo čisto, kaj oni delajo tam. Ampak tekom teh, načelno so to 3-4 dnevni pač dogodki, pridemo v bistvu do tega, da so zelo povezani med sabo in da zaradi tega, kar mi naredimo preko team buildinga, potem tudi super funkcionirajo v skupini na akademskem področju. Še preden se prav lotam akademskega dela, bi pa poudarila tudi to, da nismo mi samo za akademskost tukaj, samo za neko spoznavanje medkulturno, ampak so v bistvu res različni leveli, na katerih v bistvu lahko delujejo in recimo ena izmed tega je tudi razvijanje kreativnosti, tako akademsko kot tudi preko nekih medijev. Recimo ena vloga v sklopu naše organizacije za bolj izkušene prostovoljce je v bistvu tudi kot novinar, se pravi nekdo, ki dokumentira vse, kar se dogaja in dela projekte in v bistvu izraža svojo kreativnost na tak način. Ampak glavni del, zakaj pa mi delamo te seje, je pa v bistvu to akademsko delo. To zgleda tako, da dobijo udeleženci vsake skupine neko evropsko temo, neko dejansko problematiko, ki je v svetu, oziroma v tem primeru pač na evropskem, ponavadi pač na evropski ravni. In je vse, kar se meni zdi tukaj zelo pomembno, je to, da mi njih ne spodbujamo samo to, da debatirajo o tem, da samo govorijo, kakšen hud problem je to, ampak da res iščejo rešitve, kako bi pa oni rešili ta problem, kaj bi oni predlagali. In v bistvu tekom nekih različnih principov dela, v bistvu pridemo do tega, da se tudi prav zapiše, kar boste tudi kasneje videli, njihove konkretne predloge, kaj oni vidijo, da je v sklopu tej teme najhujši problem in kako potem bi oni to rešili, kaj oni predlagajo. In tudi nekaj, kar, glede na to, da sem že omenila, so to zelo mednarodno obarvani dogodki, tudi vse od začetka do konca poteka v angleščini. In tudi je to zelo dober način, kako pridobiti neko, kako v bistvu imeti izkušnjo, da lahko uporabiš angleščino tudi v praksi. Jaz osebno vsaj vedno mi je šla angleščina relativno dobro, ampak nikoli pa nisem imela priložnosti uporabljati v praksi, dokler nisem šla v to organizacijo. Zdaj mi je pa že tako, da včasih, mogoče ste že opazili, malo težko kakšne izraze v slovenščini povedati, vsaj kar se tiče tega organizacije, ker res mi delujemo praktično v angleščini za vse. In potem v bistvu to je, se pravi, ta drugi del našega dogodka je res delo na teh temah, kaj bi oni predlagali in tekom tega v bistvu tudi gradimo neke mehke veščine, ki so mogoče v sklopu uradne izobrazbe včasih težko dostopne. Tukaj pa na nek zabaven način v bistvu združimo akademskost in zabavo in jih v bistvu, če mene vprašate, res navdihnemo dijake za neko zanimanje do evropske teme, do tega, da so aktivni, da jih zanima, kaj se dogaja in da bi radi sodelovali tudi v drugih dogodkih. In potem nek tretji glavni del vsake seje je pa generalna skupščina. To je nekakšen zaključek akademskega dela vsake seje, na kateri se v bistvu te, kot je Daša prej omenila, resolucije, ki jih vsaka delovna skupina oziroma vsak na nek način komite, ki jo vsak komite v bistvu pripravi. Jaz bom to tudi poslal malo okoli, če koga zanima.
da malo vidite. Notar je v bistvu skonstruirana ta resolucija zelo na tak način, kakor so resolucije v Evropskem parlamentu, z na začetku nekimi bolj konkretnimi problemi, vezanimi na to večje široko vprašanje, ki je na začetku napisano, in potem neke konkretne rešitve, ki so se jih te skupine spomnile. In potem skozi to generalno skupščino vsaka od teh skupin predstavi svojo resolucijo in da nekaj časa vsem drugim delegatom, da o tej resoluciji debatirajo, povejo svoje pomisleke, povejo svoje kreativne oziroma konstruktivne pripombe in na koncu tudi glasujejo. Stvar, ki je zelo pomembna pri tej generalni skupščini, je spet te neformalna izobrazba oziroma neke mehke veščine, ki se tle pridobijo, ker gre spet za neko javno govorništvo, za debatiranje v angleščini, za hitro razmišljanje, ker moraš dokaj hitro odgovoriti na vprašanja in tako naprej. Kar pa je pomembno, je pa to, da spet je tukaj nek akademski pomen vsega skupaj. Torej, ja, že v tem delu po skupinah se je govorilo o problemih, o rešitvah in tle se jih predstavlja in na koncu voli oziroma glasuje za to, a je to v redu resolucija, a to ni v redu resolucija, ampak še vseeno pa vedno dajemo vedeti tudi za to, da glavni pomen tega je proces, ne pa končni rezultat. Drugače pa recimo te resolucije same po sebi seveda, ker mi nismo neka organizacija, neka institucija Evropske unije ali pa institucija Sveta Evrope ali pa kakorkoli tako. Te resolucije same po sebi seveda niso nič konkretnega po seji. Je pa res, da so pa 3 večje seje vsako leto, tako imenovane mednarodne seje, na katerih se zbere okoli 300 mladih iz cele Evrope, dobesedno iz vseh teh članic, ker vsaka članica pošlje svoje predstavnike. In tiste resolucije zelo, zelo pogosto na koncu pristanejo tudi v Evropskem parlamentu, kjer si vzamejo nekaj časa, da jih pogledajo. Drugač pa tudi ena naša seja, ki je bila leta 2016, je bila pod pokroviteljstvom evropskega poslanca Šoltesa, ki je tudi sam dal nekaj svojih pogledov na to. Tako da, kakor sem rekel, kakorkoli ni glavni pomen naših sej ta akademski rezultat končni, še vsem tudi to, moram reči nekako, tako je na dokaj visokem nivoju tudi v tem pogledu. Druga stvar, ki pa se skozi celotno sejo tudi zelo dogaja in ki nas mogoče še dodatno, poleg tega team buildinga, ki je definitivno prva stvar, ki nas loči od recimo podobnih dogodkov, kot so recimo NUN, če poznate Model United Nations, so tudi kulturni dogodki, ker naša seja ni samo delo, ampak je celoten proces. In večji dogodki, večje seje predvsem imajo zelo dodelane kulturne dogodke od, naprimer, kot ste videli na prvi sliki, tako imenovanega Eurokoncerta, na kateri se lahko predstavniki v bistvu za marsikoga, tudi zame, prvič preizkusijo v nekem javnem prikazovanju svojih veščin, ne vem, petju, plesu ali čem takem. Drugi dogodki so pa recimo tak najbolj značilen je tudi tako imenovan Eurovillage. Kot smo prej rekli, pač mi delujemo vse v angleščini, tako da niti nimamo slovenskega izraza prav za ta nekak trademark dogodek. Evropska vas bi lahko bilo. Kjer pa v bistvu vsaka skupina predstavnikov iz posamezne države predstavi svojo kulturo, svojo hrano in tako naprej. Skratka, kar hočem povedati je, da je vse skupaj veliko večje, kot samo ta nek akademski pristop torej nekemu neformalnemu izobraževanju o Evropski uniji, ampak tudi to sklepanje mednarodnih prijateljstev in spoznavanje drugih kultur. Lih eden primer tega, vidim, da smo pustili eno angleško besedo noter. Se opravičujem, ampak v bistvu zdaj tako, da nekako zaključimo še to stvar. Naši glavni cilji so v bistvu lih to, pač
celotna mreža v vseh teh 40 državah je neka ogromna skupnost. In to tudi nekaj, kar bi jaz zelo poudarila, je, da mogoče tudi kar nas loči od ostalih, je to, da smo zelo cenovno dostopni in tudi nasploh prisotni res po vseh koncih. Ker jaz se spomnim, da recimo, ko sem jaz iskala kakšne take dogodke, je bilo vse vedno 300 €. Pri nas je pa recimo tako, da kakšne te naše vikend konference, ki recimo poteka od petka do nedelje, ostali naši dogodki recimo tudi potekajo med poletnimi počitnicami, se pravi ne v času šole. Recimo za vikend konferenco, ko dijaki spijo doma, je cena 20 €, ki pokriva vse materiale, vso prehrano in vse, kar oni v bistvu v tem času dobijo. Vse ostalo pa mi krijemo s pomočjo sponzorstev. Tako da res si želimo čim bolj približati, da si vsi to lahko privoščijo, ker je naš cilj res omogočiti to čim več mladim. In tudi ena stvar, zakaj recimo smo mi še vedno toliko navdušeni o tem, je lih to, da je tudi hkrati so nam omogočena zelo poceni potovanja, ker tudi recimo, ko gremo mi na kakšne konference v tujino, so kriti vse stroški bivanja in vse, kar mi v bistvu tam delamo, ker mi tam delamo prostovoljno, je krito vse za nas. Tako da si v bistvu krijemo pa še to ne čisto vedno, ker včasih dobimo tudi povrnjene potne stroške, kadar imajo kakšni sponzorji v bistvu proponujejo to na kakšnih konferencah, tako da včasih celo prideš praktično za ston s tem, da greš, ne vem, za 10 dni recimo nekam v tujino ali pa za krajše čase v službi. Kot sem pa že rekla, no, je to res neka skupnost mladih iz vse Evrope. Jaz še nikjer drugje nisem videla, da so recimo zelo dobri prijatelji ratajo, ne vem, Hrvati in Srbi, Azerbejdžanci in Armenci, Rusi in Ukrajinci recimo. Se pravi, države, ki so nasploh politično nekako skregane, ampak tukaj v sklopu mladih, v sklopu nekih zelo konstruktivnih dogodkov, nekaj zelo pozitivnega, je to res nekaj zelo običajnega in zelo prijetnega. In se res razširi ta mreža prijateljstva po celi Evropi in vse recimo meni je, da res tako v praktični uporabi, ko sem bila tukaj, sem res dobila ta občutek nekega evropskega državljanstva, da me zanimajo stvari. Vsi so me že prej zanimali, ampak zdaj me res tudi recimo, ko beremo o kakšnih temah, ne vem, o Brexitu ali o čemarkoli, hkrati si predstavljam moje prijatelje, ko tam živijo, ali pa njih vprašam, kako pa oni to doživljajo. In je res čist neka druga izkušnja, ko ti dejansko poznaš ljudi iz nekih drugih držav. Vsaj mislim, da lahko to za vse nas trdim, da se nam je odprl nek čist nov svet v sklopu tega. In pa seveda naš glavni cilj je pa tudi to, da mladim približamo politiko, ker konec koncev smo mi mladi tisti, ki bomo podedovali na koncu državo in vidimo, kako je zanimanje za politiko nasploh in za neko aktivnost državljanstva problem. In mi pa to na nek zelo praktičen, zelo prijeten način v bistvu približamo mladim in jih navdušimo tudi za sodelovanje in za to, da tudi se malo bolj zanimajo za te teme. Torej, da dosežemo čim več mladih ljudi. Hočemo izkoristiti to, da imamo vas tukaj, ki se sami zanimate za Evropsko unijo oziroma za aktivno državljanstvo. Želimo, da se tisti, ki želi, nas se poveže z nami oziroma v primeru, da želite več informacij o nas, nam pišete oziroma nam samo nekako sporočite, da želite vedeti več, da želite uveljaviti svoje dijake v naše društvo, tako je. Vsekakor je zelo dobrodošlo, da povete več pri svojih urah, si vzemete 5 minut in povete, da obstajamo, ker je to trenutno največji problem. Dijaki, sama osebno kot dijakinja nisem imela te priložnosti. Organizacija je obstajala, nihče mi pa ni povedal, sporočil, da dejansko lahko postanem članica. Zato vas naprošam predvsem to. Tukaj imamo vse osnovne informacije, torej lahko nas kontaktirate preko Facebooka, preko Instagrama, če želite, lahko to skenirate pravzaprav danes. Nam pišete na mail in pa konec koncev tudi pokličete. Smo vedno odprti za sodelovanje in res želimo to aktivnost razširiti in približati čim več mladim, sploh pa dijakom. Na tej točki bi sam še to rekel, z nekaterimi šolami smo že zelo uspešno sodelovali, z gimnazijo iz Nove Gorice, z drugo gimnazijo v Mariboru, z gimnazijo Bežigrad in bi bili, kot je Nikoleta rekla, zelo veseli kakršnega koli nadaljnega sodelovanja.
bodi si, da dobimo prostore ali kot smo že rekli, samo zato, da se, če ne drugega, da nam daste vsaj priložnost, da se mi predstavimo vašim dijakom ali pa da gremo, ker se v zadnjem letu trudimo tudi bolj vključiti učitelje, ker recimo, če pogledamo druge države, naprimer v Italiji, v Veliki Britaniji, so učitelji tudi zelo aktivni del tega EYP-a oziroma Evropskega mladinskega parlamenta in bi bili zelo veseli, če bi lahko več sodelovali z vami. Ampak ja, bomo pa tudi mi še nekaj časa tukaj, tako da za kakršnakoli nadaljnje vprašanje, o čemarkoli smo vedno na voljo. Hvala.